Pozdravljeni, spoštovani gledalci. Nocoj bomo govorili o enem največjih ali vsaj najzahtevnejših požarov za mariborske gasilce. Poglejmo kratko kronologijo. V nedeljo ob 13:06 so poklicni gasilci Maribor dobili elektronski podatek o požaru iz surovine. Ob 13:08 so vozila zapustila matično postajo in ob 13:10 je prišlo obvestilo z centra za obveščanje, kamor je poklical občan, ki je posnel znamenito fotografijo zračno z zublji ognjenimi, ki so bili takrat še v sredini industrijske hale. Gašenje je potem trajalo 2 dneva in 2 noči. Lepo pozdravljam svoja nocojšnja gosta, to sta Aleš Ciringer, tovariš Aleš Ciringer, poveljnik mariborskih gasilcev, in tovariš Slavko Kramberger, predsednik Gasilske zveze Maribor. Obema dober večer. Dober večer. Pozdrav. Če se bom zmotila in rekla, gospod, mi ne zamerite. Torej, gospod, tovariš Ciringer, povejte, kakšno je stanje zdaj? Ja, trenutno je stanje čisto pod kontrolo. To pomeni, da z intervencijo smo zaključili danes zjutraj ob 7. uri. Sicer ostajamo tam nekako na straži oziroma delavci samega podjetja opravljajo tista vzdrževalna dela oziroma sanacijo, ki jim pritiče oziroma jim je bila naložena. Tako da intervencija, kot sem povedal, je bila zaključena danes zjutraj ob 7:00. To je bila zahtevna intervencija. Ena najzahtevnejših ali ne? Ja, sigurno tudi po pogovoru z starejšimi gasilci takšne intervencije v takšnem obsegu oziroma v takšnem dalj časa trajajočem obdobju, v zadnjem obdobju ne polnijo, tako da sigurno je bila zahtevna. No, pravkar gledamo posnetke, gost črn dim se je valil vso nedeljo. Nedeljo zvečer ste upali, da je požar pogašen, pa ni bil. Torej, tista, bi rekli, pot do ostalih odpadkov ni bila presekana, tako kot ste računali, da je. Skratka, tu je šlo za splet večjih okoliščin. Enostavno, gasilci, ki so takrat prišli na sam kraj, na samo lokacijo požara, so imeli, seveda so se znajdli sredi, da rečem, res ene velike katastrofe. Potrebno je bilo en del hale, vidi se iz posnetkov tistih prvih tudi, ki je začelo goreti oziroma varovali so tisti severni del oziroma proti Pohorju, ta del hale, v katerem so bili skladiščeni še bolj nevarni odpadki, da tako rečem, in prioriteta je sigurno bila tudi varovanje tega dela objekta. In tu moram takoj prvo povedati, da nam je ta del objekta oziroma te hale uspelo v celoti ohraniti v taktu oziroma dokaj nepoškodovano, da tako rečem. Res pa je, da je na tem severnem delu oziroma zgornjem delu se pojavila ena težava sled velike temperature oziroma vse energije, ki se je sprostila ob požaru v sami hali, v tej proizvodni hali, kjer je potekal ta proizvodni proces, da se je določen del oziroma enostavno gasilci se tam nismo mogli prebiti do tistega dela, ki je bil povezan z to deponijo, ki je na zgornji strani oziroma tam, kjer je naložen ta odpadni material na gornji strani. Skratka, enostavno tam ni bil dostop možen, enostavno ni bilo možno priti dovolj blizu zraven, da bi lahko to preprečili. Tovariš Ciringer, ste vi imeli dovolj podatkov, dovolj informacij, ko ste prišli na sam teren? Se pravi, ste vedeli natančno, kje so hidranti, je bil dostop do njih omogočen? Kakšno je bilo stanje? Povejte. Morate razumeti, da zmeraj je problem vsake intervencije, sploh v tem konkretnem primeru, ko gre za tak obsežen objekt oziroma kompleksen objekt, določene informacije seveda imaš, veliko pa tudi ne. Stvar je takšna, da ob samem prihodu oziroma ko smo se mi peljali že na samo intervencijo, se tudi vidi iz določenih posnetkov, dosti je bilo fotografij oziroma tudi pokazano že v preteklih dneh, ko smo mi prišli na sam kraj, v tistem času je bil požar popolnoma razvit. To pomeni, v tej hali enostavno je prebil že streho, gorelo je, da tako rečem, enostavno je bilo neke notranje napade nemogoče izvajati. To pomeni, da smo se osredotočili na varovanje, kot sem že povedal, samega skladišča gori in pa tudi seveda vseh ostalih objektov, dokot je seveda bil možen dostop.
Tako da vse aktivnosti so sledile, seveda sproti kasneje. Povedati je tudi potrebno, da je šlo za nedeljo popoldne, da je čas dopustov, posledično je težje pridobiti ljudi, ki so tam zaposleni, oziroma je malo potrajalo, oziroma da tako rečem, je vodja intervencije takrat težje prihajal do podatkov, ki jih je takrat seveda nujno potreboval. Ampak po neki delni analizi, nekje v 1 uri je ta logistična podpora oziroma nekako stekla organizacija, da je potem, vse v začetku je bila to težava, ampak kasneje pa več ne. Težava pa je bila z vodo. Imam pravi podatek, količine vode so bile premajhne. Zakaj? Ja, same razmere, kot ste videli, gre za take razsežnosti razvitega požara, da je enostavno hidrantno omrežje, seveda ga ima, podjetje ga ima, ampak glede na število gasilcev, ki je bilo tam prisotnih, enostavno takrat se ta sistem vodovodnega omrežja enostavno sesuje, da rečem po domače. Tako kot zem vode ne zdrži nobeno omrežje, pač ni dimenzionirano za takšne primere, izredne primere. Tako da smo bili v osnovi seveda primorani na našo gasilsko tehniko, da smo vodo dovažali. Tudi naj povem, da v samem kompleksu oziroma na Teznem enostavno nekaj na Tezno, ostalo smo pa že hodili tudi izven Tezna oziroma tudi konkretno na poklicno gasilsko enoto, kjer smo polnili vozila in potem prevažali vodo na požar. Res je, da v osnovi nekako so bila aktivirana vsa domača društva v mestni občini Maribor, vseh 11 prostovoljnih gasilskih društev in pa poklicna gasilska enota iz Maribora, ampak za vso tehniko enostavno je bilo še vse skupaj premalo, da tako rečem. Zato smo na pomoč poklicali tudi sosednje občine, ki so se, moram to povedati, odzvala. Vse sosednje občine so se odzvale brez zadržkov, brez nekih formalnosti, birokratskih, da tako rečem, ni bilo potrebno nobenih naročil, vsi so prišli pomagati. Skratka, da smo zagotovili, enostavno, imeli smo zadostno število gasilcev, ki so bili takrat na lokaciji, težava je bila pa z samo vodo, oziroma to smo rešili tako, da smo potem določene cisterve, kot sem povedal, pridobili iz sosednjih občin. No, naj povem, da smo v oddajo povabili tudi direktorja Surovine, Jureta Fišerja, in da se nam ni pridružil, zato ker je popoldne že odpotoval in se mi je javil na telefon, povedal, da je šel nazaj na dopust oziroma da je že izven države. Zdaj takole, poglejmo, kako je odgovarjal na očitke o tem, da je pravzaprav hidrantov bilo premalo in da so bile tudi intervencijske poti zatrpane. Odpadki so zanimiva kategorija, vsi jih povzročamo, noben se pa z njimi ne bi kaj preveč ukvarjal. Dejstvo je, da mi spoštujemo vse okoljevarstvene standarde pri vseh naših postopkih, ki jih imamo. Del očitkov, ki je bil v javnosti, je popolnoma neutemeljen, da na primer naša hidrantna omrežja niso dovolj dobra bila za takšne razmere. Jaz vam povem, da imamo mi 45 hidrantov v Surovini, tako zunaj kot znotraj hal, jih imamo podzemne in nadzemne hidrante. In tudi v neposrednji okolici je ogromno hidrantov. Za vseh teh 45 hidrantov imamo vse, bom rekel, periodične preglede in so popolnoma brezhibni in popolnoma funkcionirajo. Tako da v bistvu očitek, da je to hidrantno omrežje preslabo, sigurno ne more biti upravičeno. Dejstvo je, da pač obrat kot je naš se več kot 60 let že ukvarja z predelavo odpadkov in je že od vsega začetka situiran v tej coni, industrijski coni, in pač enostavno mi se tekom teh let nikamor nismo preselili. Res pa je, da so se določeni ljudje zraven priselili oziroma da se je mesto širilo. Ampak od tega ne moramo pobegniti in mi se bomo še naprej trudili po vseh močeh spoštovati vse okoljevarstvene standarde, za kar imamo tudi veljavna okoljevarstvena dovoljenja, in to je, mislim, da je edini način, kako lahko odgovorno in bom rekel, tudi družbeno odgovorno pristopimo k reševanju problema odpadkov. Tovariš Kramberger, kaj lahko naredi poveljnik oziroma, predsednik Gasilske zveze Maribor pri, bi rekla, tej okoljevarstveni
ozaveščenosti, pravzaprav pri vsem, kar potrebujejo tako velika podjetja, kot je recimo Surovina, ker ni šlo za prvi požar, kaj lahko naredi, da se stanje res izboljša in da je pravzaprav optimalno? Ja, mi kot Gasilska zveza lahko delujemo le preventivno. Podjetja morajo za to sama poskrbeti. Mi jim lahko svetujemo preko naših strokovnjakov, ki jih imamo v prostovoljnem gasilstvu in pri kolegih poklicni gasilci. Tako da direktorji uprave podjetij so odgovorni in morajo za to poskrbeti. Mi jim to ne moremo, mi lahko samo priskočimo v pomoč ali pa tako, kot je zdaj bilo v tem primeru, žal, takrat, ko je že nesreča pri njih. Podjetja bojo morala se zavedati, da je odgovornost na njih. Pa tudi mi kaj več kot Gasilska zveza, kot opozarjati ne moremo. In svetovati pri tem. Ja, svetovalno svetujemo lahko, ja. Poglejte, tovariš Kramberger, vendarle, vi ste bili ves čas tudi na terenu, je tako? Ja. Vsaj večino časa nekako. Koliko gasilcev je bilo vsega skupaj morda to? No, po moji oceni takrat v štartu je bilo zadovoljivo, ampak kasneje je bilo verjetno enih 200 operativnih gasilcev za množico vozil primernih za gašenje takega požara, pa tudi kasneje se je pojavilo precej vozil za prevoz moštva, kajti dopeljali so nove sile. Jaz bi seveda ob tej priliki, ker imam to priložnost, vsem tem požrtvovalnim gasilcem zahvalil za udeležbo in za hrabrost na tej akciji in seveda gasilcem, ki so prišli tudi iz drugih občin, ne samo iz naše. To se vidi, solidarnost in da gasilstvo ne pozna meja. Še enkrat hvala vsem. Veliko prostovoljnih gasilskih društev je bilo. Imate podatke morda, da povemo, kdo vse je prišel, čisto konkretno? No, kolega poveljnik Ciringer je že omenil, da so bila tu prisotna vsa gasilska društva javne gasilske službe mesta Maribor. To je 11 prostovoljnih gasilskih društev, vključno z kolegi iz poklicne enote. Pol pa še iz naše zveze, iz občine Hoče, Slivnica, Rače, Fram, Miklavž in Duplek, ki so bili kasneje aktivirani in poklicani v pomoč. Tako ocenjujem, da so bili skoraj vsi gasilci oziroma prisotna vsa društva naše zveze, se pravi 21 prostovoljnih gasilskih društev. Pa, koliko imam podatke, so bili tudi še iz sosednjih gasilskih zvez Ruše in Starše. Tako. Povejte, ste dovolj dobro opremljeni za take intervencije, za take akcije? Ali bi pravzaprav še kaj potrebovali? Prostovoljni gasilci smo zadovoljivo opremljeni. Posebej se je javna gasilska služba v Mariboru angažirala zadnja leta in priskrbela vsem prostovoljnim gasilskim društvom moderno tehniko, se pravi, tudi vsi imamo zdaj ta vozila GVC 1625. Kar je pa zelo pomembno je pa tudi, da smo, kar se tiče osebne zaščitne opreme, nekje zadovoljivo opremljeni. Ta intervencija zadnja je pokazala, da bi potrebovala še društva kakšno novo avtocisterno, kajti avtocisterne imajo društva, vendar so starejšega letnika, tam stara po 30 ali pa več let in to za takšno obremenitev ne zdržijo več. Zato verjetno bomo morali poskrbeti v tem nadaljnih planih investiranja v opremo, da bojo društva to opremo tudi dobila. Tudi župan Fištravec je bil ves čas na terenu, je tako, ne? Ja, seveda je bil, vendar kaj več kot samo pogledati ni mogel storiti, ne. No, ampak vseeno je zelo pohvalno. Ja, pohvalno je, da se je udeležil, tudi se je ostal pri vsaki enoti, kjer je bilo mogoče, kjer je bilo dostopno.
Moralna podpora vsaj, ne? Če Tako. kakšne druge zadeve v tem primeru ni. Veste, kljub vsemu pa me zanima, tovariš Siringer, kako je bilo. Ljudi smo videli na posnetkih, da je bilo kar precej, vsaj v prvi fazi gašenja. V takih trenutkih bi bilo dobro, da ljudje ne bi hodili na tak kraj in da ne bi bili preveč radovedni, ne? Ja, res je. Tudi strani odgovornih so bili dani podatki oziroma obvestila, da naj se ne gibajo od zunaj, da tako rečem, predvsem za tisti bližnjo okolico, da tako rečem, naj zaprejo okna, naj zaprejo vrata, naj bodo v stanovanju, ampak pač takšen požar je neka atrakcija, da tako rečem, in seveda ljudje so radovedni in pridejo vse posod pogledati, kar seveda ni prav, ampak to je verjetno čisto človeško. Res je, da mi smo določen del zaprli, tako da ni bil možen dostop določen del ceste oziroma območja tistega širšega, tako da vseeno niso mogli čisto zraven priti, tako rečem, ampak vseeno občani pridejo pogledati, kaj se dogaja. S tem spravljajo sebe v nevarnost, pa seveda tudi gasilce, ne? Kako je na takih intervencijah sploh poskrbljeno za varnost gasilcev? Poglejte, tisto prvo noč je sigurno bila največja težava, ki se še sploh nismo trenutno dotaknili. To je porušitev te prve hale. Vsled požara v sami hali je prišlo do popuščanja jeklene konstrukcije in posledično se je streha sesula v sam prostor oziroma v samo halo. Pod sabo pokopala ogromne tisoče kubičnih metrov odpadnega materiala, kar je bil naslednji problem tu zraven priti. Še naslednja težava, na sami strehi so bili nameščeni paneli z sončnimi elektrarnami, za sončno elektrarno. Skratka, to po noči enostavno je predstavljalo preveliko nevarnost za naše gasilce, da bi šli izvajati neke notranje požare oziroma sploh se spravili gasiti, to da tako rečem. Zato smo varovali okolico, tako kot sem že povedal, tistega skladišča in pa se osredotočali na tisti zgornji del oziroma na samo deponijo. Tu so bili gasilci posebej opozorjeni, da tam noter nimajo kaj iskati oziroma naj se ne izpostavljajo nevarnosti te enosmerne napetosti. Res pa je, morate razumeti, da ko je na požaru 200 gasilcev razporejenih po celem tem teritoriju, seveda obstaja velika nevarnost poškodb, ampak na koncu moram to povedati, oziroma da sem najbolj vesel od vsega skupaj, da ne beležimo poškodbe gasilca. Prišlo je do preobremenitev, so se nadihali, tudi verjetno dima, izčrpanost gasilcev, verjetno dehidracija. Smo poročali, ja. Skratka, ampak nič ni bilo resnega, da tako rečem, nobene večje poškodbe v 3 dneh pri taki količini ljudi. Mislim, da je to res uspeh. In na to sem nekako najbolj ponosen. Ja, fotovoltaika, tovariš Siringer, vseeno me zanima. Je ta fotovoltaika, vem, da boste težko rekli, ampak vendarle, ves čas se govori, da so krivi fotovoltaični paneli. Ja, skratka, o samih vzrokih jaz ne bi želel špekulirati. Danes je bila oziroma že včeraj so na delu tudi preiskovalne službe z kriminalistično policijo, ki bodo točno povedali vzrok samega požara. Jaz bi se bolj osredotočil na to, da pač gasilci moramo s tem živeti, bom tako rekel. Za nas to, poleg vsega ostalega, predstavlja še dodatno nevarnost oziroma še eno dodatno oviro, kadar pride do požara na objektu, na katerem so nameščene. Kaj lahko naredijo tisti, ki imajo sončne elektrarne? Obstaja prepis, da je potrebno požarni načrt dostaviti na osrednjo gasilsko enoto, da se seznani z namestitvi takšne elektrarne na objekt. To je tista prva stvar in za mene tudi najbolj pomembna. Skratka, to je bistvo vsega skupaj, oziroma ogromno je že to, da gasilci smo seznanjeni, da gremo na lokacijo nekam, ne vem, v 2 po noči, pa da je na objektu sončna elektrarna. Že to je podatek, ki da tistemu vodji intervencije ogromno, oziroma da se bo čisto drugače obnašal oziroma pripravil, kot pa da
tega podatka ne bi imel, ne. Seveda bo upošteval tiste varnostne odmike, ne bo šel direktno na streho oziroma do panelov, da tako rečem, oziroma se bo odmikal in pa seveda upošteval tudi vse ostale varnostne napotke. Končali bomo nekoliko bolj spodbudno in veselo. Slovenski predstavniki so se na gasilskih olimpijskih igrah v francoskem mestecu Mulhouse ob meji z Nemčijo izvrstno odrezali. Skupno so osvojili kar 9 kolajn. Ekipa gasilk iz Majšperka, starih okrog 30 let, je dosegla 2. mesto. Olimpijskim podprvakinjam pa so v Majšperku priredili še posebej slovesen sprejem. Poglejmo. 9 deklet je ob glasnem ploskanju, skoraj skandiranju skozi špalir prikorakalo med sokrajane. Zanje so, kljub osvojenemu 2. mestu, zmagovalke. Vem, da so trdo delale, da so bile zelo, zelo delovne že prej, v prejšnjih letih in da je res ta uspeh plod vseh teh prizadevanj. Nič presenečeni, ponosni. Smo tudi člani industrijskega poklicne gasilske enote Impol, ki smo zmagali, tako da smo delili vso veselje z vašimi gasilkami. Super. Za cel avtobus domačih navijačev je gasilke, ki so se na gasilsko olimpijado podale prvič, spodbujalo tudi v Franciji. Šli smo že nekaj dni prej kot ostala ekipa in bilo je vredno, ker je bilo res čudovito. Tega si nekoč niti predstavljati nismo znali. To je v bistvu čudovito. To je res velik uspeh in mi smo na naše članice izjemno ponosni. Kljub temu, da jim je umanjkal kanček športne sreče, so vtisi iz Francije nepozabni. Noro vzdušje je bilo, sicer na progi, malo to izključiš, moraš izključiti, se skoncentrirati na vajo, ampak vse skupaj celotna izkušnja je bila nora. Nepozabni spomine. Prvi vtisi so odlični, drugače pa mislim, da še bomo vse skupaj podoživljali še lep čas. Jo, je zelo fajn sprejem, že včeraj v Hajdošah je bil veličasten, danes pa v domačem kraju. Glede na to, kakšne so te punce, koliko truda so vložile, kakšno širša javnost stoji za nami, je to kot 1. mesto, tako da smo zelo veseli. Srebro Majšperka lepo dopolnjuje zbirko slovenskih kolajn na tokratni gasilski olimpijadi. Skupno so slovenski gasilci v Franciji osvojili kar 9 odličij. Kako veliki in resnični junaki so gasilci, pa kaže tudi še zmeraj aktualni primer požara v mariborski Surovini. To so bile gasilke iz Majšperka, ki so bile prav tako zelo uspešne na olimpijskih igrah. Nam pa se je zdaj pridružila Lidija Trbolec iz prostovoljnega gasilskega društva Hajdoše. Pozdravljeni, gospa Trbolec, tudi vi ste bili na olimpijadi. Naj povem, da je gospa Trbolec 30 let gasilka, pravi podatek, da je to vaša 5. olimpijada in da ste že osvojili 4 zlate in 1 srebrno medaljo. Ja, drži. To se pravi, za mano je že kar dolga gasilska tekmovalna pot. Tokrat je bila to za mene že in tudi za nekatere članice v moji ekipi že 5. olimpijada in res se lahko pohvalimo z 4 zlatimi in 1 srebrnim medaljo. Na tokratno olimpijado smo v našem društvu še posebej ponosni, saj smo potovali kar z 3 ekipama in to v kategoriji članic A, članic B in pa članov B in v vseh 3 kategorijah smo dosegli 1. mesto. To je dosežek, ki ga verjetno niti v sanjah, ko smo se pripravljali na olimpijado, nismo upali pomisliti. Že samo uvrstitev 3 ekip je bila dosežek, ki ga v evropskem merilu še ni poznalo nobeno društvo. Da pa nam je uspel ta med, da smo se osvojili 3 prva mesta, pa lahko rečemo, da so se res nam uresničile tiste sanje in še nekako zdaj ne dojemamo vsega, kar nam smo dejansko res uspeli. Spoštovana gospoda oziroma tovariša Ciringer, poveljnik in predsednik, tako bom rekla, kako vidva gledata na take uspehe. Čeprav vem, zdaj smo se pogovarjali o hudem problemu, o hudem požaru, zdaj pa govorimo o lepši plati tega. Mi smo na Gasilski zvezi sigurno prav veseli, na Gasilski zvezi Maribor za vaš uspeh, uspeh vseh ostalih ekip, ki so se odlično odrezale v Franciji. Seveda vse iskrene čestitke in nadaljujte to pot naprej, kajti vi ste vzor ostalim, da bojo tudi drugi poskušali to peljati po vaši poti. Biti zmagovalec na olimpijadi je ogromno, do olimpijade priti pa tudi veliko pomeni. Tako da še enkrat iskrene čestitke iz strani Gasilske zveze Maribor. Najlepša hvala.
Blaž Celinger, kako vi vidite take uspehe? To je na nek način vendarle tudi spodbuda, ne? Takrat, čeprav niste bili vi zraven, ampak kje druge so bili pa kateri drugi gasilci, je tako? Sigurno, tudi jaz bi se pridružil čestitkam vsem vam, tako uspešnim, kot smo slišali. Je pa to ena druga plat, da tako rečem, sigurno, ki meče eno dobro luč oziroma ustvarja mnenje o gasilcih takšno, kot je, po zaslugi ravno tudi uspehov, ki jih dosegamo, ne samo v Sloveniji, da tako rečem, smo slišali v takem širšem olimpijskem merilu, celo da tako rečem. Kako ste vi spremljali dogajanje, o katerem smo govorili prej, veliki požar v Mariboru? Ja, to se je dogajalo glih takrat, ko smo se vračali z olimpijade, tako da smo imeli nekaj podatkov, informacij, da je prišlo do tega požara, tako da se pravim, bolj smo to še mi bili na poti, pa smo bili bolj samo obveščeni o tem požaru. Povejte nam, kako na hitro izgleda tako tekmovanje. Kaj morate napraviti? Takšno tekmovanje izvaja se dve vaji, to je trodelni napad po pravilih CTIF-a in pa izvedba štafete. To se pravi, ti dve vaji moraš opraviti nekako brezhibno. V sami vaji se izvaja, sestavlja sesalni vod in pa potem tudi oblikuje napadalne skupine. Štafetni tek pa predstavlja 8 tekmovalcev, teče 50 metrov, pa premaguje tudi 3 ovire. Takole, s tem bomo končali nocojšnjo oddajo, spoštovane gledalke in gledalci. Takole bom rekla, velika sreča je, da imamo srčne in dobre gasilke in gasilce. Vam bi pa rekla takole, če imate sončno elektrarno na strehi, potem poglejte, kako je s kontakti, električnimi kontakti, sproti jo preglejujte. Sonce je vir vsega dobrega, lahko pa je tudi očitno zelo nevarno. Hvala za pozornost in lep večer še naprej.